Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Smo tik pred parlamentarnimi volitvami in na MoneyHow bomo preverili, v kakšni gospodarsko-finančni kondiciji je Slovenija in kaj čaka novo izvoljeno vlado. O tem se bom pogovarjala z dr. Davorinom Kračunom, predsednikom Fiskalnega sveta, in Bojanom Ivancem, glavnim ekonomistom na Gospodarski zbornici Slovenije. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Dober dan, živja. Živja. Doktor Kračun, bova kar midva začela. Za STA ste povedali, da je vodenje javnih financ kot vožnja z avtomobilom. Stalno je treba biti na preži. Glede na to, da imamo kar nekaj mlajših poslušalcev med publiko, bi vas mogoče za ogrevanje pozvala, da nam pojasnite, kaj sploh počne Fiskalni svet in kakšna je vaša naloga. Fiskalni svet je neodvisen državni organ, ki spremlja javnofinančne odločitve. Fiskalni svet pregleduje proračunske dokumente, torej vse tiste dokumente, s katerimi se sprejemajo odločitve o javni porabi. Prav tako pa tudi preverja, kako so te odločitve bile izvršene. In glavni kriterij za našo oceno so fiskalna pravila. Fiskalna pravila so dogovorjena v okviru Evropske unije, ima pa tudi Slovenija svoj zakon o fiskalnem pravilu, kjer so ta fiskalna pravila tudi urejena v domači zakonodaji, in z zakonom o fiskalnem pravilu so določene tudi naloge Fiskalnega sveta. Fiskalni svet v glavnem svoje ocene sporoča Državnemu zboru, vladi in pa javnosti. Mi nismo upravni organ, ki bi odločal, mi samo ocenjujemo v demokratičnem procesu in glavni namen je, da mi z našimi ocenami spodbudimo razpravo o proračunskih dokumentih in o javnofinančnih odločitvah. Zdaj, ko ste omenili večkrat, da ocenjujete, pa bi vas pozvala, da mogoče ocenite stanje slovenskih javnih financ, pa mogoče dodate zraven tudi, kaj predstavlja trenutno največjo grožnjo našim javnim financam. Zdaj, odvisno od tega, ali gledamo na javne finance kratkoročno, srednjeročno ali pa dolgoročno. Kratkoročno, torej glavni izzivi letošnjega leta, s katerimi se bo treba spoprijeti jeseni ob sprejemanju, ob morebitnem rebalansu proračuna in ob sprejemanju proračunov za prihodnja leta. Glavni problem so vse obveznosti, ki jih je država z zakoni naložila javnim financam in ki v obstoječih proračunih niso zajeti. Imamo opravka z sorazmerno drugačnimi gibanji javnih financ v realnosti, kot pa je predvideno v obstoječih proračunskih dokumentih. Pričakujemo, da bodo izdatki višji zaradi mnogih odločitev, ki so bile v zadnjih mesecih sprejete. Res pa je, da so tudi prihodki nekoliko višji, kot so bili načrtovani s proračunom. V glavnem, treba bo spraviti realnost v sklad s proračunskimi načrti. Hkrati pa pričakujemo, da bo potrebno se tudi odločiti glede mnogih vidikov porabe, glede mnogih zadolžitev, ki jih je država v zadnjih mesecih sprejela in ki jih verjetno ne bo mogoče z obstoječimi sredstvi realizirati. Kar se tiče srednjega roka, je glavni problem zadolženost. Trenutno oziroma doslej smo sicer lahko govorili, da se Slovenija z lahkoto zadolžuje, ker je obrestna mera nizka, kupcev obveznic pa je ogromno in si med seboj konkurirajo. Vendar dogaja se že zaostrovanje monetarne politike, obrestne mere se dvigujejo in zaradi tega bo v prihodnjih letih prišlo do precej težjih pogojev za tekoče financiranje obveznosti. Torej, to je srednjeročno, dolgoročno pa je seveda glavni problem
javnih financ so sistemi socialnega varstva, pri čemer je predvsem pokojninski sistem pretežno javnofinančni problem. Mi vemo, da živimo vedno dlje in da se razmerje med zaposlenimi in upokojenci spreminja, zato je potrebno to razmerje z pokojninsko reformo stabilizirati, da bi lahko bil javni pokojninski sistem vzdržen. Poleg tega zdravstvo je soočeno z mnogimi problemi, tukaj bo treba ukrepati zelo hitro, med drugim pa je to tudi javnofinančni problem, kajti pretežen del zdravstva se financira iz javnih sredstev. Potem je to tudi recimo problem dolgotrajne oskrbe, kjer je vlada in državni zbor sta sprejela zakon, vendar brez javnofinančnega pokritja. To so torej stvari z dolgoročnim učinkom, ki pa jih bo verjetno treba nasloviti tudi kmalu po volitvah oziroma po konstituiranju vlade. Všeč mi je, da govorite in izpostavljate probleme, ne pa izzive. Probleme je treba reševati, ne? Tako da to je kot počena cev, večkrat rečem. Problem je treba rešiti. In tukaj se je nabralo kar nekaj problemov. O tem bomo seveda v nadaljevanju tudi več povedali. Bojan, zdaj pa predlagam, da mogoče predstaviš, na Gospodarski zbornici ste objavili napovedi gospodarskih gibanj za obdobje 2022-2024, pa me zanima, v kakšni kondiciji je Slovenija. Ja, to je dobro vprašanje. Jaz mislim, da je vseeno prav, da nekako opišem izhodišča, ki sem si jih nekako zastavil, ko sem nekako osveževal svojo napoved konec marca. Nekako, če to primerjam za svojo jesensko napovedjo, sem nekako znižal oceno rasti za približno 0,5 točke. Nenazadnje tudi Svetovni denarni sklad je nekako potrdil, da tudi on ocenjuje, da bo gospodarska rast v letošnjem letu nekje pri 3,7%. Tako da seveda sama vojna v Ukrajini predstavlja pomemben izziv. Pomemben izziv predstavlja tudi za javne finance v dosti večji meri, kot smo mislili v preteklosti. Nihče si verjetno ni pričakoval, da bodo v Sloveniji, pa tudi da bodo evropske druge države sprejemale ukrepe, ki nekako poskušajo zajeziti negativen vpliv dviga cen energentov in surovin na kupno moč gospodinjstev. Tako da ta okoliščina je bila tudi zelo pomembna, ko sem nekako oblikoval svojo oceno gospodarske rasti. Namreč približno 55% našega bruto domačega proizvoda predstavlja zasebna potrošnja gospodinjstev in seveda z višjimi cenami naftnih derivatov, tudi drugih energentov, ki jih pač pretežno uvažamo, torej govorimo o fosilnih gorivih. To seveda predstavlja zmanjšanje razpoložljivega dohodka, medtem ko pri električni energiji je predvsem ta učinek, da se v bistvu del presežka gospodinjstev in industrije potem nekako prenese na energetski sektor, tako da tista podjetja, ki imajo fiksne stroške proizvodnje električne energije zaradi višjih tržnih cen, poslujejo nekoliko bolje in seveda to predstavlja praktično izziv tako za Slovenijo kot za evropske države, tako da na nivoju Evropske komisije se zdaj iščejo rešitve, kako bi dejansko iz formule za oblikovanje cen električne energije izločili zemeljski plin, ki je torej ključni energent, ki v bistvu posledično vpliva tudi na dvig cen električne energije. Tako da to so izzivi, s katerimi se trenutno zdaj vsaj kratkoročno soočamo. In res vsaj trenutno lahko rečem, da je v bistvu fiskalno upravljanje na nivoju Evropske komisije naklonjeno reševanju teh izzivov, ker konec koncev vseeno govorimo o geopolitični krizi, o velikih izzivih na evropskem kontinentu in z tega vidika seveda je bila sprejeta nekako politična odločitev, da se mora tudi fiskalna politika podrediti temu cilju, torej da nekako poskušamo ohraniti razpoložljiv dohodek gospodinjstev, da nekako ne zatremo to okrevanje, ki je bilo precej močno po covidu. Hkrati pa si moramo priznati, da en del inflacije seveda ne izvira zgolj iz vojne Ukrajine, izvira tudi v bistvu iz praktično močne gospodarske rasti v svetu. In dokler v bistvu bo ta gospodarska rast visoka oziroma
bodo pričakovanja o njej relativno visoka, tudi menim, da bodo cene surovin ostale visoke. Tako da del v bistvu težav, izzivov, ki jih imamo danes, seveda predstavlja tudi sama gospodarska rast. Če pa nekako grem zopet na začetek vprašanja, tako da relativno optimistične izglede tukaj ohranjam, torej predvsem kot pomembno izhodišče izpostavljam fiskalno politiko, ki menim, da bo tej rasti naklonjena. Mogoče bi izpostavil še visoke prihranke gospodinjstev, ki so nastale v zadnjih 2 letih, ki bodo nekako tudi deloma ublažile situacijo glede odločitev gospodinjstev o nakupih. Tako da tudi če recimo pogledamo kazalnik zaupanja potrošnikov, ki je precej upadel v Sloveniji in Evropi, recimo v zadnjem mesecu 2, lahko vidimo, da recimo tista podkomponenta glede nakupa trajnih dobrin ali pa glede finančnega stanja v gospodinjstvih, te 2 komponenti sta še vedno precej močni, so se pa nekako potrošniki ustrašili, predvsem glede gospodarskih pričakovanj, in bodimo pošteni, fiskalna politika poskuša nasloviti predvsem strahove prihodnosti in bi rekel, da je tukaj relativno uspešna oziroma prispeva k temu, da menim, da bo glavnina realne rasti v Sloveniji pa tudi v Evropi zaradi tega ohranjena. Doktor Kračun, zdaj sva slišala kar nekaj zanimivih podatkov in izjav, pa me zanima, kako naslavljate strahove prebivalstva, tudi na splošno strahove. No, kadar govorimo o fiskalni politiki, je previdnost vedno na mestu. Tudi naš zakon o fiskalnem pravilu uveljavlja načelo previdnosti pri fiskalnih odločitvah. Gre predvsem za to, kot je kolega Ivanc rekel, da bo Evropska unija se trudi uveljavljati dokaj stimulativno fiskalno politiko. Ampak tu moram jaz povedati, da pa nosi stimulativna fiskalna politika v sebi tudi tveganja. Namreč, kaj pomeni stimulativna fiskalna politika? Pomeni vzpostaviti okoliščine, v katerih je zadolževanje lažje. Kar se pa zadolževanja tiče, pa seveda imajo končno odločitev v roki investitorji. Tisti, ki kupujejo državne obveznice, in tisti ocenjujejo tudi, kakšna je boniteta države in kakšno je tveganje, kakšno nagrado za svoje tveganje želijo imeti. In če je fiskalna politika pač znotraj države preveč spodbudna, na drugi strani to dvigne obrvi na finančnih trgih in zato postanejo investitorji bolj previdni, kar seveda pomeni, da pride lahko do zaostrovanja pogojev zadolževanja. Zdaj, kar se Slovenije tiče, lahko rečemo tako, pričakujemo, da se bodo pogoji zadolževanja že zaradi bolj restriktivne monetarne politike zaostrovali, vendar to, če ne bo kakšnih posebnih šokov, ne bo imelo vpliva na slovenske javne finance takoj, ampak šele v nekaj letih, kajti zaenkrat pač refinanciramo posojila oziroma obveznice, ki so bile izdane po bivših obrestnih merah. In v zadnjih 5 letih se je obrestna mera zniževala. In tako bomo dvigovanje obrestne mere na javnofinančnih izdatkih čutili šele tam čez 2 ali 3 leta. Tako da imamo nekaj časa, lahko zadihamo, vendar treba je biti pri fiskalnih odločitvah zelo previdni. Se mi zdi, da sta oba kar precej optimistično zreta v prihodnost, no kljub temu, da se bomo dražje zadolževali čez nekaj let, da se napoveduje krčenje gospodarske aktivnosti. Ne vem, Bojan, ti si tudi rekel, glede, da bo v bistvu gospodarsko rast poganjala zasebna potrošnja, med drugim tudi zasebna potrošnja, omenjal si prihranke prebivalstva. Na drugi strani izpostavljaš, da je zaupanje potrošnikov nekako malce se skrhalo oziroma postali smo mogoče bolj previdni. Vsa ta kombinacija vseh teh podatkov se mi zdi pa, da vseeno mogoče svari pred potencialno mogoče prihodom recesije. O recesiji se zadnje čase zelo veliko govori. Kakšen je vaš pogled na to?
Marja, mogoče bi na tem mestu izpostavil še sledečo okoliščino. Torej, vsak kratkoročno vidimo, no, da so storitvene dejavnosti v zadnjih 2-3 mesecih precej povečale svoj optimizem. Jaz bi rekel, da gre tukaj za nek srečen splet okoliščin. Torej, ne govorimo zgolj o ekonomiji, o nesrečnem spletu okoliščin, tokrat v bistvu smo lahko srečni, no, da so dejansko zaščitveni ukrepi bili odpravljeni v mesecu februarju v glavnini Evrope in posledično se optimizem v storitveni dejavnosti pomembno povečal. Ne bi pa rad tudi seveda pozabil oziroma ne bi rad izpustil na to, no, da bi opozoril tudi, da bo investicijski cikel precej pozitiven, visok, še posebej v Sloveniji, tudi v sosednji Italiji, ki je za nas pomembna gospodarska partnerica. Torej govorimo o novi finančni perspektivi, o načrtu za okrevanje in odpornost, govorimo o številnih javnih projektih, občinskih projektih, pa tudi o projektih v zasebnem sektorju, ki jih nekako načrt za okrevanje in odpornost dodatno financira oziroma spodbuja. In tukaj vseeno pričakujemo relativno pomemben pozitiven prispevek k BDP-ju, drugače investicije predstavlja približno petino bruto domačega proizvoda in tukaj menimo, da bo ta realna rast investicij nekje v letošnjem letu pri 8%, tudi naslednjem menimo, da bo nekje pri 5%, tako da glede tega smo precej prepričani, no, da ta del bruto domačega proizvoda, da bo pozitivno doprinesel k rasti, ne glede na to, kolikor se soočimo z novo izbruhom pandemije, je še vedno ta sektor investicij tisti, ki je v bistvu relativno odporen na morebitne vplive, hkrati pa ne glede na okoliščine, o katerih smo danes, ne smemo vseeno tudi pozabiti, da se morda lahko jeseni soočamo zopet z novim valom epidemije v Evropi, ampak tudi v tem primeru menim, da bodo odgovori nekako precej podobni, kot so bili do sedaj. Torej menim, da bo fiskalna politika še vedno ostala naklonjena temu, da ublaži v bistvu padce v sektorjih, ki so prizadeti. Dobro je tudi to, da so dejansko vlade precej dobro spoznale, kateri so tisti ukrepi, ki so jih podjetja dobro sprejela oziroma zaradi katerih se je ohranilo zaupanje potrošnikov. Tako da z tega vidika ne bi čisto odpravil tega tveganja, da mogoče pandemija ne bo negativno vplivala na poslovanje v kakšnih od mesecih v jeseni. Vseeno pa bi rekel, no, da vsaj trenutno zgleda, no, da je to geopolitično tveganje tisto ključno, kjer imamo tudi mi, makroekonomisti, težave. Rad bi recimo povedal, kje jaz vidim izzive pri svojih ocenah. Torej, določeni sekundarni učinki lahko nastanejo zaradi številnih sankcij, s katerimi se sooča tako Evropa oziroma številne zahodne države vis-a-vis Rusije, in tukaj seveda lahko pride do določenih nenavadnih ukrepov, ki lahko pomenijo nedobavljivost določenih materialov ali pa energentov in lahko to prinaša neke izzive, ki jih danes še mogoče težko ocenimo, ne. Tako da jaz zelo veliko svoje pozornosti namenjam preučevanju teh možnosti, torej tukaj se gre malo tudi za teorije iger, kdo v bistvu ima neko pogajalsko moč, kupec ali prodajalec. Kot sami veste, vkolikor ima prodajalec nek monopol, je velika verjetnost, da ga bo lahko v določenem času tudi izkoristil. Tako da tukaj so izzivi, no, s katerimi se Evropa sooča in Slovenija je del Evrope, ampak menim, kot rečeno, skupaj smo v tej vojni, Evropa združena, in tukaj res menim, da bomo skupaj naslavljali te izzive in da menim, da bomo tukaj uspešni. Doktor Kračun, zdaj te številne inštitucije, ko dajo svoje napovedi, te napovedi potem tudi v prihodnosti enkrat popravijo, se vidimo, da zdaj popravljajo vse inštitucije po vrsti svoje napovedi, znižujejo, v bistvu pravijo, da bo se gospodarstvo bistveno bolj krčilo, kot so napovedali pred parimi meseci. Kako vi gledate na v bistvu te napovedi? Vidim, da vedno bolj prihaja do izraza pesimizem, mogoče mu lahko rečemo celo realizem, ampak vendarle tako visokih stopenj rasti, kot smo jih imeli nekaj mesecev nazaj in kot smo jih še pred nekaj meseci pričakovali za bližnjo prihodnost,
tako visokih stopenj rasti ne bo več. Zdaj pa, kje se bo to pojemanje ustavilo, tega ne vemo. Tu je negotovost zelo velika. Imamo dva pomembna eksogena vpliva. Eno je epidemija, ki se lahko vrne še v hujši obliki in zahteva dražje in bolj boleče ukrepe, in seveda imamo nepredvidljivega Putina in vojno, za katerega tudi ne vemo, kako se bo razvijala. Upajmo pa, da bodo Slovenijo oplazili samo posredni učinki, torej podražitve in problemi s surovinami, ne pa tudi neposredni, ki bi zahtevali bistveno večje obrambne izdatke. Torej, negotovost je velika in tudi vsi, ki se ukvarjajo z gospodarskimi napovedmi, svoja pričakovanja nižajo. Razen mogoče slovenske vlade, kjer nekateri menijo, da so ta pričakovanja preveč pesimistična. Ja, tudi to smo slišali. Bomo še malo počakali, da vidimo, kaj se bo po volitvah zgodilo. Pogrešam pa, nič danes še nismo govorili prav preveč o povišani inflaciji. To je pač resen problem. Trenutno marčevska 5,4% letna inflacija, ki je nekoliko popravljena, oziroma bom kar rekla, mogoče celo umetno znižana zaradi intervencije vlade pri cenah naftnih derivatov. Tudi ECB se je zdaj odločila, da bo verjetno julija ukrepala, oziroma da bodo neki ukrepi. Ameriška centralna banka je že ukrepala, druge centralne banke ukrepajo ravno zaradi strahu pred povišano inflacijo. Bojan, mi smo se že večkrat pogovarjali na MoneyHow o povišani inflaciji, imeli smo začasno inflacijo, prehodno inflacijo in še nekaj drugih inflacij smo omenjali. Kakšna je zdaj situacija s to povišano inflacijo? Ja, mogoče za začetek si bom dovolil malo popravka. Bistvo, zakaj je inflacija upadla v marcu glede na mesec februar, je zaradi dveh učinkov. En učinek je začasno znižanje omrežnin na električno energijo, ki bo veljalo med mesecem marcem in mesecem majem, tako da v teh 3 mesecih menimo, da bo pri nas medletna inflacija nekako nižja kot v območju evra zaradi tega. Na drugi strani pa še učinek osnove zelo pomemben, namreč ravno marca lani so se cene močno povišale glede na mesec februar lani in je ta učinek rastoče osnove pomenil, da se je tudi medletna inflacija znižala zaradi tega učinka. Seveda, k temu so seveda prispevale tudi regulacije cen naftnih derivatov, vendar v manjši meri kot prej našteta ukrepa. Kar se tiče prihodnosti, torej če pogledamo inflacija, predvsem potrošnike zanima, kaj se bo glede na aktualno raven cen podražilo v prihodnosti. Torej, tukaj moramo priznati, seveda, da določenih proizvodih, zaradi katerih je potrebno recimo za proizvodnjo nameniti dlje časa, recimo govorimo o strojih, o opremi, recimo o prenosnih računalnikih. Te proizvodi seveda morajo biti izdelani približno 3 mesece do pol leta, preden v bistvu jih potrošnik kupi. In seveda tam bomo videli del te inflacije, del povišanja cen energentov in surovin z zamikom. Tako da tukaj je dejstvo. Na drugi strani pri energentih pa seveda je zelo veliko odvisno, kako se bodo gibale cene energentov. Jaz nisem povsem prepričan, da vkolikor bo vojna v Ukrajini še trajala, da bo neposredna korelacija z cenami energentov še vedno obstajala. Mogoče je tudi, da se bo v bistvu ta korelacija zmanjšala. Tako da tukaj bi bil jaz zelo previden pri napovedih. Sicer lahko odkrito razkrijem, da je moja ocena povprečne cene sodčka nafte Brent $150 v letošnjem letu. Tako da ta ocena, ko sem jo delal v tistem času, svoje ocene je relativno visoka. V povprečju leta pa vidim nekje 5,2% inflacijo. To pomeni, glede na to, da smo imeli marca 5,4, ki je bilo izdatno znižanje. Bi pa rad opozoril predvsem, v drugi polovici leta nas bodo tudi v bistvu čakale verjetno višje cene električne energije. Namreč glavnina gospodinjstev v Sloveniji še vedno ne plačuje v bistvu tržne cene električne energije po tržnih cenah, pač imamo še vedno stare cene. So pa že v bistvu dobavitelji napovedali,
torej trgovalne družbe, da bodo v drugi polovici leta dražile, tako da tam se bo malo pokazalo, se bo ta inflacija nekoliko dvignila, pri energentih, vsaj pri nas ocenjujemo, da se bo nekoliko umirila. Na drugi strani je pa pač ključen izziv, do katere mere seveda bo to vplivalo na storitveno inflacijo, ki je pa seveda tudi zelo veliko odvisna od dinamike plač. Tako da vsaj tukaj zaenkrat se kaže, da te plačni pritiski še niso pretirani, tudi nekako so potihnile govorice o uskladitvi plač v javnem sektorju. Seveda to pa je predvsem, bi jaz rekel, izziv za bodočo vlado, torej na kakšen način bo želela reševati te izzive, pa seveda ali bo sploh želela naslavljati. Namreč to seveda pomeni tveganje za javne finance, namreč če nam država nekako poskuša ublažiti breme inflacije, seveda to pomeni nek strošek, recimo znižanje omrežnine ni brezplačno, pomeni, da se je nekako investicijski potencial elektrodistribucijskih podjetij znižal, kar bo velik izziv recimo za financiranje zelene transformacije na tem področju, oziroma bodo slej ko prej ta podjetja nekako potrebovala neka dodatna sredstva, da bodo lahko priklapljala recimo solarne elektrarne na omrežje, zdaj so jim bile pač del tega investicijskega potenciala odvzete. Pri regulaciji naftnih derivatov pa, kot jaz razumem, bo država naftnim trgovcem del te razlike tudi kompenzirala, kar zopet pomeni v bistvu nek javni izdatek. Na drugi strani se pa lahko nova vlada morda potencialno tudi odloči, da ne bo želela nadzorovati inflacije, pač pa bo želela vplivati na višje dohodke in seveda tukaj ima neposredni vpliv država predvsem na plače v javnem sektorju. Vendar bodimo pošteni, potencialno ima lahko vpliv tudi na plače v zasebnem sektorju, prvič preko minimalne plače, drugič pa tudi preko, moram pokomentirati, nedavnega predloga zakona o temu, da bi nekako poskušala država poseči tudi v plače po kolektivnih pogodbah, da bi nekako država določila nekako minimalne plače po plačnih razredih oziroma vsaj za najnižji plačilni razred, kar bi nekako pomenilo tudi dvig ostalih plač v zasebnem sektorju, ki so nekako predmet kolektivnih pogodb. Tako da tukaj jaz vidim v bistvu ključna dva izziva, ali bo dejansko država želela kontrolirati inflacijo ali plače, ker bodimo pošteni, odstop od fiskalnega pravila še vedno velja in tukaj bi jaz rekel, katerakoli vlada že bo seveda ta manevrski prostor verjetno poskušala izkoristiti. Pomembno pa je, kot je že dr. Kračun povedal, kar se mi zdi pa bistveno, da na tem delu povem, pa bi tudi želel, da dr. Kračun to pokomentira, da te ukrepi niso trajne narave. Ker če govorimo pa o ukrepih trajne narave, kot so recimo bile nedavno podelitev dosti večjih pravic pri socialnih transferih, sploh pri pokojninah, so pa to večji izzivi trajnejše narave, ki nekako, bodimo pošteni, zahtevajo zopet neko predvidljivo reformo pokojninskega sistema, da nekako ne ustvarimo zopet nekih slabih izkušenj v preteklosti, ko so se zadeve zelo na hitro poskušale reševati. Tako da trenutne tržne razmere še vedno bi rekel, da so relativno ugodne, torej 1,8% je trenutna tržna obrestna mera na slovensko državno obveznico, na nemško 0,9, kredit spread je 90 bazičnih točk, kar je relativno malo, vendar vsi vemo, da te razmere danes ne pomenijo, da bodo tudi čez leto, 2 in 3 in seveda tukaj moramo se vsi prizadevati in tudi mi kot Gospodarska zbornica Slovenije odigrati neko odgovorno vlogo in pokazati verjetno tudi državi, do katere mere seveda lahko še podpiramo neko državno intervencijo na tem področju, do katere mere pa seveda moramo tudi prepustiti tržnim silam, da opravijo svoje. Doktor Kračun, kar nekaj zanimivih iztočnic je Bojan nama dal, ne? No, ampak glede inflacije bi mogoče omenil hudo dilemo monetarne politike. Namreč monetarna po učbeniku je inflacija zahteva restriktivno monetarno politiko. V zadnjih letih, skoraj da v desetletju, je monetarna politika ne samo v Evropi, ampak tudi v drugih državah bila izjemno ekspanzivna.
Torej, imeli smo ničelne ali pa celo negativne obrestne mere in imeli smo velike odkupe državnih obveznic strani centralnih bank. Vse to je seveda povzročilo, da je količina denarja v obtoku enormno narasla. In zdaj seveda z inflacijo je potreben obraten postopek, torej zviševanje obrestnih mer, zmanjševanje odkupov državnih obveznic. Vendar je tukaj problem v tem, da smo mi se komaj rešili šoka v zvezi z epidemijo, smo prešli v nov šok v zvezi z globalnimi političnimi tveganji in zaradi tega ima lahko zaostritev monetarne politike neugodne posledice na zaposlenost, na gospodarsko rast oziroma lahko sproži recesijo oziroma stagflacijo. Zato je tu potrebna previdnost in vidimo, da centralne banke v svetu pravzaprav še niso našle tega pravega recepta, te prave mere, z kakšnim tempom zaostrovati monetarno politiko. Tukaj vidimo, da je pravzaprav Evropa najbolj previdna, najbolj počasna, med drugim tudi zaradi tega, ker je stanje zadolženosti v evropskih državah različno. Poleg tega, glede na to, da imamo v Evropi eno monetarno politiko, pa preko 20 fiskalnih politik, je seveda koordinacija med monetarno in fiskalno politiko precej zahtevnejša, seveda poteka preko fiskalnih pravil, ki so pa bila v času epidemije olajšana, tako da tukaj moramo priznati, da je Evropska centralna banka v zelo težki poziciji in da mora najti pravo mero zaostrovanja monetarne politike. Sicer pa, ko govorimo o stagflaciji, spomnimo se lahko praktično 50 let nazaj, ko je bila situacija podobna, ko je pravzaprav termin stagflacija prišel v ekonomsko politiko in teorijo in ko je stagflacijo povzročala blokada na ponudbeni strani, izvirno najprej pri nafti zaradi političnih razlogov, ki pa se je potem prenesla na cene, na hitro rast cen surovin. Sedaj imamo podobno situacijo, vendar recepti iz tistih časov ne bi rekel, da so lahko uporabni in tudi takrat se je pokazala precejšnja nemoč. Skoraj da desetletje je trajalo, da je razviti svet se ponovno stabiliziral in se izvil iz stagflacije. Cena pa je bila precej visoka, predvsem pa za periferijo, kjer se je pojavila dolžniška kriza. Torej, čakajo nas zahtevni problemi, zato ko je kolegica prej rekla, da smo optimisti, nismo. Globalno vzeto ni posebnega razloga za optimizem, ampak vendarle ta strah nas ne sme blokirati, ampak enostavno potrebno iskati rešitve, se prilagajati in tudi mislim, da je zelo pomembno, da Slovenija ravna v sozvočju z Evropsko unijo in da evropski mehanizmi vendarle dajo tudi Sloveniji velik manevrski prostor za soočanje s problemi in izzivi. Mogoče še komentar glede pritiska na višanje plač v javnem sektorju, kar se tiče plač v zasebnem sektorju, v določenih segmentih je to res čutiti, zdaj ne vseh, ampak v določenih. Kako pa na to gledate? Kar se tiče zasebnega sektorja, imamo zdaj opravka pravzaprav z skoraj polno zaposlenostjo in z konkurenco delodajalcev, kar seveda pomeni, da bodo delodajalci pristajali na višje plače in to je možno pričakovati. Seveda z fiskalnega vidika to ni nujno slabo, kajti višje plače pomenijo višje prispevke, višjo dohodnino in zaradi tega v določeni primer lahko pozitivno vplivajo višje plače v privatnem sektorju na javne finance. Drug problem pa so seveda plače v javnem sektorju.
Letno približno porabimo za plače javnega sektorja 5,5 milijarde. In zaradi tega je vsak preboj pri plačah javnega sektorja predstavlja veliko tveganje za javne finance. Zato z javnofinančnega vidika bi bilo dobro imeti čvrst sistem plač v javnem sektorju, čvrst in predvidljiv, seveda pa tudi pravičen. In nazadnje je Slovenija uveljavila sistem plač v javnem sektorju pred tam leta 2008. Od takrat naprej pa je ta sistem počasi razpadal in v zadnjih 2 letih je to razpadanje sistema plač v javnem sektorju bilo pospešeno. Glavni znaki razpada so zahteve vedno več plačnih skupin, da se izvijejo iz primeža tega sistema plač v javnem sektorju, da vzpostavijo nek svoj sistem in seveda, da na vlado naslovijo zahteve po več denarja za servisiranje več plač. Tu je problem in tu pričakujemo, da bo vlada takoj po volitvah tudi pristopila k stabilizaciji sistema plač v javnem sektorju oziroma eventualno v nekem razumnem času tudi postavila nov sistem ali korigirala obstoječega tako, da bo stabilen nekaj nadaljnjih let. Izvoli, Bojan. Jaz bi samo še dodal, jaz bi rekel vseeno, da mi na Gospodarski zbornici Slovenije mogoče smo na začetku res gledali na plače v javnem sektorju zgolj kot neko vsoto, ampak to ni zero sum game. Tukaj dejansko te plače se potem pokažejo v kupni moči gospodinjstev, pokažejo se v plačnih socialnih prispevkih. Kar bi pa jaz rekel, da je večji izziv predvsem, ali dejansko javni sektor v tem obsegu, kot je, res optimalno deluje. In tukaj bi jaz rekel, da v zasebnem sektorju plačna politika je do te mere stimulativna, da lahko nagradi tiste, ki pač več doprinesejo k uspešnosti poslovne enote ali pa podjetja. V javnem sektorju je pa žal pretežno še vedno tako, da je premalo variabilnega nagrajevanja, da tudi v bistvu direktorji oziroma vodstveni delavci ne prevzamajo dovolj odgovornosti, da bi nekako ustvarili razmere za dvig produktivnosti oziroma za nekako izboljšanje storitve za samega končnega potrošnika. So pa to sistemske rešitve, torej zgolj več denarja javnem sektorju ne bo prineslo boljših storitev državljanom in podjetjem. Tukaj dejansko govorimo o precej tehničnih zadevah, vezanih na to, kako upravljati z ljudmi, kakšna je zakonodaja tista, ki pač določa odnose med podrejenimi in nadrejenimi v javnem sektorju. To je odvisno tudi od sindikatov javnega sektorja, kako oni nekako dojemajo plačno politiko kot nek mehanizem nagrajevanja, stimuliranja. In tukaj bi jaz rekel, da je neko kislo jabolko, ki bi želel, da bi ga bodoča vlada zagrizla in da bi nekako lahko tudi sindikati javnega sektorja odigrali mogoče malo bolj proaktivno vlogo in poskušali najti neke rešitve, ki bi prinesli nekako na koncu koncev tudi do izboljšanja učinkovitosti samih storitev za državljane in gospodarstvo. Tako da tukaj bi jaz res rekel, da je to ključno. Če sem pa iskren, pa same debate o anomalijah pa o razlikah v bistvu že dlje časa trajajo in mislim, da ni prav, da naslavljamo ta očitek, brez da nimamo v mislih predvsem tega učinka, kaj želimo s tem doseči. In to seveda je izboljšanje učinkovitosti dela, kajti varnost zaposlitve z vsem spoštovanjem je dosti večja, kot je v zasebnem sektorju. Tu se lahko vsi z mano strinjate. Tudi običajno je ročnost posameznikov kariere v javnem sektorju precej daljša, kot je v zasebnem, in ta varnost, kot veste, vseeno prinaša dosti večje zaslužke, kar je pa seveda, bodimo pošteni, povezano tudi z višjo zahtevano izobrazbo za delovna mesta v javnem sektorju. Težava oziroma izziv so pa predvsem vgrajeni avtomatizmi vezani na izobrazbo, ko recimo posamezniki v javnem sektorju želijo pridobiti več izobrazbe,
pa mogoče ni ravno potrebe na določenem delovnem mestu, vendar jim to nekako prinaša višji dohodek. Tukaj pa verjetno kot davkoplačevalci verjetno si želimo nekih sprememb. In tukaj so tista kisla jabolka, ki bi jih želel, da bi jih kdo ugriznil. To si želimo že dalj časa, o tem se zelo veliko govori, žal doslej bolj malo naredilo. Gospod oziroma doktor Kračun, vaše mnenje mogoče glede tega, kako optimizirati, kako narediti učinkoviti javni sektor? Ob dejstvu, da davkoplačevalci prispevamo 5,5 milijarde letno za plače javnega sektorja, bi seveda je treba vzpostaviti sistem, da je ta javni sektor dovolj učinkovit. In pa seveda sistem mora biti pravičen, pregleden in na koncu tudi stabilen. Tako da to je v osnovi je plačni sistem javnega sektorja sicer javnofinančni problem, ampak kakor hitro pa ne razpravljamo samo o vsoti, ampak o vseh odnosih, ki so s tem povezani, pa je seveda to predvsem širši strokovni izziv, lahko bi rekel interdisciplinarni. Sliši se zelo enostaven recept, ampak očitno ga še do zdaj noben ni uspel nekako. Ni enostavnega recepta. Bi pa še eno zadevo vas rada vprašala, ker je v bistvu Bojan precej izpostavil, in sicer energente. Vse višje cene energentov bi lahko okrepilo pritisk tudi na javne finance. Zagotovo, saj končno tudi osebe javnega sektorja trošijo energijo in zaradi tega se jim bodo stroški povečali. Ob tem pa bi še omenil nekaj. Verjetno se ne moremo izogniti temu, da država kdaj pa kdaj tudi omili pritisk cen energentov in prevzame del teh stroškov nase, ali v okviru kakšnih subvencij, ali v okviru zamrznitev. Vendar takšni ukrepi so lahko samo začasni. Zato, ker sicer povzročijo tako anomalije na trgu, kot tudi navrtajo javne finance. Tako da, ko je treba reševati, torej trenutno je mogoče res na mestu nekateri ukrepi, ki so, kot je recimo pri omrežnini ali pa pri naftnih derivatih ali pa subvencioniranje ogrevanja, ampak pomembno je, da so ti ukrepi začasni in pa dobro ciljani. Jaz mislim, da subvencij za ogrevanje ne potrebuje nekdo, čigar plača je dvakratnik povprečja, da pa je precej kategorij prebivalstva, ki mogoče jih takšni ukrepi ne zajemajo, pa bi jih morali. Torej, kadarkoli gre za državno intervencijo, je seveda pomembno, da je dobro ciljana. In seveda začasna, da ne pride do deformacije. Rada bi vas še to vprašala. Novi dohodninski zakon prinaša višje neto plače in pa nižje obdavčitve kapitala. Kako pa na to gledate? No, tu verjetno kolega Ivan to pozdravlja. Jaz bi pa imel določene zadržke. Sicer dobro je, da vkolikor je javnofinančna situacija ugodna, da pride tudi do ukrepov, ki znižujejo ceno dela. Vendar, ko govorimo o tem konkretnem paketu, ki je bil končno tudi uzakonjen, je seveda tukaj prisotnih kar nekaj pomislekov. Torej, tudi vladni izračun je bil, da bo takrat, ko bodo vse te olajšave prišle v polni meri do veljave, bo to pomenilo primanjkljaj okrog 800 milijonov javnofinančnih prihodkov in seveda kakšnih prepričljivih izračunov, kako bo ta primanjkljaj pokrit, kakšnih prepričljivih izračunov ni bilo, prav tako pa niso bili predvideni nobeni kompenzacijski ukrepi,
s katerimi bi lahko ta problem reševali, če zadeve ne bodo tekle tako, kot je treba, in če bo primanjkljaj, javnofinančni primanjkljaj večji, kot pa si ga lahko privoščimo. Fiskalni svet je na predlog Komisije za nadzor javnih financ opravil širše tudi dinamične analize in je predvsem smo želeli ugotoviti, ali lahko morebitna višja stopnja gospodarske rasti, ki bi izhajala iz znižanja davkov, ali lahko pokrije primanjkljaj, ki nastane pri javnofinančnih prihodkih. No, in ugotovili smo tako, torej pri takšnih dinamičnih analizah je seveda delamo z modeli, kjer je pač rezultat dostikrat odvisen od predpostavk, skušamo se pač z predpostavkami čim bolj približati realnosti, hkrati pa vemo, da je treba upoštevati različne variante, in ugotovitev je bila takšna. Kar nekaj modelov je pokazalo možnost, da bo prišlo do določenega pospeška gospodarske rasti. Ampak vsi modeli pa so pokazali, da bo prišlo do primanjkljaja pri javnofinančnih prihodkih, oziroma da bo javnofinančni primanjkljaj večji, kot bi bil brez teh olajšav pri dohodnini. In tudi teza, da bi bistveno višja gospodarska rast lahko ta primanjkljaj pokrila, tudi ta izračun smo opravili, in zdaj seveda, če je bila za naslednjih 10 let gospodarska rast takšna, kot je bila v letu 2021, potem ne bi bilo težav, ampak če bi se pa povprečna gospodarska rast v naslednjih 10 letih spustila pod 6%, potem pa seveda potem pa je takšna kompenzacija manj verjetna, in kot vidimo, so korekcije gospodarske rasti za prihodnja leta, torej da ne govorim o tisti napovedi, ki je zaenkrat še tajna, oziroma interna, ampak če vzamem napoved, ki jo je napravila Gospodarska zbornica, vidimo, da je tukaj, da moramo računati kvečjemu na dobre 4% letos in na dobre 3% prihodnje leto. Tako da ta pogoj kompenzacije z gospodarsko rastjo pač ne bo izpolnjen. Ob tem, da seveda ne vemo o vseh negativnih tveganjih, ki smo jih govorili, ali bodo te stopnje gospodarske rasti v resnici realizirane. Bojan, kar izvoli. Jaz sem hvaležen, dr. Kračun, da ste si mogoče malo dlje časa vzeli, da ste to pokomentirali. Rad bi se drugače tudi zahvalil Fiskalnemu svetu, da je že v času prvega predloga zakona o dohodnini pred več kot letom nekako pripravil izračune, jih javno prikazal, tudi vse modele sem si pogledal, in tudi marsikateri drug makroekonomist se je strinjal z vami in vašimi ugotovitvami vašega strokovnega osebja, seveda, da kompenzacijski ukrepi niso predvideni. Moj osnovni scenarij je, kot veste, zakon o dohodnini ne predvideva 800 milijonov evrov manj plačil v javne finance že v prvem letu. Govorimo o reformi, ki ima postopen vpliv, predvsem zaradi učinka postopnega dviga splošne olajšave. In moje osnovno stališče je, vkolikor bi se gospodarske razmere bistveno poslabšale, recimo v letu ali dveh, menim, da bo tista vlada, ki bo vladala v tistem času, verjetno se odločila, da bo zamrznila ta del reforme, torej konkretno ne bo pristala na višanje dviga splošne olajšave, ne glede na aktualno sprejet zakon. Če pogledamo malo v preteklost, tako je bilo tudi z zakonom davku od dohodka pravnih oseb, ko se je enako predvidelo, da bo v bistvu statutarna davčna stopnja se nižala, pa je potem v bistvu finančna kriza oziroma evrska kriza to preprečila, da se nekako vlada kasneje to odločila, da bo zopet nekoliko povečevala statutarno davčno stopnjo in kasneje potem tudi efektivno z omejevanjem davčnih olajšav.
Tako da ne bi rad relativiziral te reforme, kot pravi dr. Kračun, temelji v bistvu ta reforma na relativno optimističnih predpostavkah, vendar osebno, če bi pač jaz odločal, bi verjetno že v zakon o dohodnini vnesel nek člen, ki bi nekako olajšal odločitve prihodnji vladi, torej dejansko jaz bi predlagal, vkolikor bi se recimo strukturni primanjkljaj povečal nad določenim deležem ali pa javni dolg, da bi presegal 80%, da se v tistem primeru ustavi reforma oziroma da se splošna olajšava ne dvigne v tistem zadevnem letu. Tako da tukaj bi bili neki odložni pogoji smiselni, ampak pač Ministrstvo za finance se za to ni odločilo, to odločitev spoštujemo. Hkrati pa jaz menim, da kot rečeno obstaja ta scenarij, da bi se lahko prihodnja vlada za to odločila, torej da prekine izvajanje tega zakona. Če pa vseeno se pogovarjamo o kompenzacijskih ukrepih, pa menim, da bi verjetno bili te predvsem na področju obdavčitve nepremičnin, kar je pa zopet relativno občutljiva tema, sploh za Slovence, ki smo pač kar veliki pristaši vlaganj v nepremičnin, ampak bi rekel, vkolikor bo tudi na ravni EU nekako dozorelo spoznanje, da je to neka rešitev, se bodo iskali te davčni viri. Ne smemo pa mogoče pozabiti tudi na nove zelene davčne vire, o katerih se danes ne pogovarjamo. Vkolikor bi sčasoma prišlo do padca cen fosilnih goriv, tukaj govorim v srednjem roku 3 do 5 let, menim, da bo Evropska komisija državam članicam EU jasno pokazala, naj dvignejo neko minimalno obdavčitev fosilnih goriv, tudi z namenom financiranja zelene transformacije, in menim, da bodo tudi to morda neki davčni viri, na katerih mogoče fiskalni svet danes še nekako ne predvideva, da bodo nastali, bodo pa nekako vplivali tudi na to, da bo naše gospodarstvo še v večji meri nekako poskušalo slediti zeleni transformaciji. Kar nekaj idej, dr. Kračun, vam je dal Bojan, kako povečati davčne prilive oziroma vire. Dobro, ampak to so bolj ideji za vlado, medtem ko naša naloga je, da ocenimo njihovo realnost. Ja, in kakšni se vam zdijo te predlogi zdaj, ko ste slišali? No, takoj, zelo pomembno je tudi, da takšne predloge lahko ocenimo ob konkretnih številkah in ob nekih scenarijih razvoja. Drugače mislim, da je to zelo smiselno, kar je kolega Ivan povedal. Ja, gremo samo za konec se dotakniti še mogoče, katerih reform bi se morala nova vlada prioritetno lotiti. Govora je bilo že na začetku o pokojninski reformi, pa potem tudi zdravstvena reforma. Kaj bi mogla v bistvu naša nova vlada prioritetno, katere naloge bi se mogla lotiti prioritetno? No, kot smo že omenili, zdravstvena in pokojninska reforma sta najbrž na vrhu prioritet, prav tako pa utrditev sistema plač v javnem sektorju. To so te reforme, pri čemer je seveda dobro, da gledamo na pokojninsko in zdravstveno reformo kot celoto sistema socialne podpore oziroma socialnega skrbstva, in temu lahko prištejemo tudi dolgotrajno oskrbo, in to so stvari, ki se pravzaprav že nekaj časa vlečejo. Tako recimo koncept pokojninske reforme nove je bil postavljen že z belo knjigo leta 2016, takrat, ko so začeli pojemati učinki pokojninske reforme iz leta 2012. Zdaj seveda smo že s tem konceptom nekoliko v zamudi, in to je seveda zadeva, to so stvari, ki se jih je treba lotiti v prvem letu mandata in utrditi in sprejeti v drugem letu mandata. Torej, to je, kar se tiče reform. Bo pa potrebno, kar se tiče tekoče fiskalne politike, seveda
stabilizirati javno porabo in se spoprijeti tudi z naraščajočimi javnofinančnimi primanjkljaji. Recimo, zanimiv podatek je to, da Slovenija, kar se tiče javnega dolga, pa tudi kar se tiče primanjkljaja, je nekako okrog povprečja Evropske unije oziroma mogoče celo malo boljše. Ampak kar se pa tiče dinamike naraščanja primanjkljaja, pa je Slovenija med bolj problematičnimi državami. In prav tako, kar se tiče strukturnega salda, torej strukturnega primanjkljaja, ki je odvisen, kjer je nominalni primanjkljaj tudi preračunamo na osnovi stanja v gospodarskem ciklusu, tam pa vidimo, da je Slovenija med slabšimi v Evropski uniji. Se končno ilustracija tega, v letu 2021 smo imeli 8% stopnjo gospodarske rasti, torej zelo visoko dinamiko, hkrati smo si pa pridelali 5% nominalnega primanjkljaja, kar seveda pomeni, da je strukturni primanjkljaj, boljše, da ne govorimo o številki. Bojan, še kakšna ideja za konec mogoče? Ja, jaz bi vseeno povedal, da pomemben podatek, oziroma vsaj za mene ključen, najbolj relevanten je tudi, kakšno je nekako razmerje nominalnega dolga v bruto domačem proizvodu. Sama inflacija ni samo negativna zadeva, povečuje tudi razliko med realnim in nominalnim bruto domačim proizvodom, in javni dolg je denominiran z pretežno v evrih in z fiksno obrestno mero, in to preprosto pomeni, da z višjim nominalnim bruto domačim proizvodom ob istim realnim BDP-jem se dejansko tudi delež nominalnega dolga v nominalnem BDP-ju znižuje. Tako da tukaj je tudi to pomembno vedeti, tako da ta delež se je precej znižal tudi v lanskem letu. Bi pa vseeno rekel, glede prioritetnih reform nove vlade, jaz dejansko ne bi želel, da se mogoče pogovarjamo zgolj o teh reformah, ki jih seveda tudi mi podpiramo. Ključne so tudi nekatere razvojne zadeve, torej mi smo pripravili horizonte prihodnosti. To je res strateški dokument, ki smo ga na Gospodarski zbornici Slovenije pripravili dobra pol leta in nekako kaže poti do razvojnega preboja Slovenije, tako da smo opredelili 4 ključna področja, dovolite samo, da jih omenim, kjer so nujne spremembe. Prvo je področje zelenega prehoda in digitalizacija, sledi povezljivost, reindustrializacija in pa seveda tudi vloga države in finančnega sistema. In znotraj teh področij smo nekako opredelili podcilje, nekje ključne parametre, ki jih želimo dosegati, tako da to je na voljo tudi na spletu, tako da tudi tukaj še vedno odprto zbiramo predloge gospodarstva na teh področjih, tako da dejansko si nekako širše zastavljamo prioritetne naloge nove vlade, torej ne smejo biti zgolj usmerjene na finančno področje, pomembno so seveda tudi razvojna področja za gospodarstvo, torej da bo s temi politikami gospodarstvo stimulirano, da vlaga več v raziskave, razvoj, v investicije. Tudi to področje se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno. Namreč to je tisto, kar nam na dolgi rok določa tudi potencialno rast bruto domačega proizvoda, to je produktivnost in pa seveda delovna sila, torej vkolikor bi prišlo do večje rasti delovno sposobnega prebivalstva v Sloveniji, torej kot vsi vemo, zgolj za priseljevanjem je to mogoče doseči na nek srednji rok, bi seveda lahko tudi nominalni in realni BDP s časoma dvignili. In mogoče za zaključek, vsaj z moje strani, da povem eno pozitivno stvar, zgolj Slovenija in Črna Gora sta 2 od držav bivše Jugoslavije, kjer že nekaj let beležimo neto priseljevanje ljudi, in to vseeno nekoliko pozitivno srednje in dolgoročno vpliva tudi na naš potencialni bruto domači proizvod. Ja. No, ampak kakorkoli so načrti in želje, ne smemo pa pozabiti na vzdržnost javnih financ.
To je tako kot v pravljici. Imaš 3 želje, in če pri tretji zgrešiš, potem seveda tudi s prvima 2 ni nič. Ne? In če imamo ne vem kakšne želje in načrte, pa če pride zdrsa glede vzdržnosti javnih financ, potem se seveda vse, kar smo poskušali napraviti, izniči. Tako da ob vsem optimizmu in ob vseh dobrih željah je seveda tista stvar, ki sicer ni rezultat želje, ampak je pogoj za to, da lahko karkoli naredimo, pa je vzdržnost javnih financ. Ja, jaz tudi mislim, da je potrebno se lotiti tega kislega jabolka, oziroma pokojninska reforma, zdravstvena reforma, nepremičninski davek, to niso priljubljene poteze nobene vlade in kot ste rekel, doktor Kračun, takoj je treba zagrabiti za te probleme, jih čim prej rešiti, postaviti nove pogoje, nove temelje, zato da lahko gradimo in tudi seveda delamo razne druge reforme na drugih področjih. Mislim, da smo kar obdelali veliko tematik, zajeli različne teme, tako da iskrena hvala za super debato. Mislim, da so naši gledalci dobili en lep pogled v kondicijo našega gospodarstva, javne finance in mislim, da nam bo v prihajajočih mesecih vsak atom moči seveda prav prišel. Upam, da se strinjate s tem. Najlepša hvala še enkrat. Hvala lepa. Dragi poslušalci in gledalci, veseli bomo, če boste MoneyHow delili naprej med prijatelje, znance, sorodnike in učitelje, ravnatelje, kogarkoli, komorkoli. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav.